Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Dragi sledilci, poslušalci in gledalci Fajn podcasta, spet smo z vami, spet inspiriramo. In tokrat je z mano PR mojstrica, novinarka, urednica, radijska in TV moderatorka, svetovalka, predavateljica in še mama, Anita Mlakar. Pozdravljena. Pozdravljena, kaj toliko nazivov imam? Sploh nisem vedela. Jaz mislim, da še kakšnega bi lahko zraven prištele, ne? Ampak bom te kar takoj vprašala, v bistvu, Anita, kako se zgodi, da človek začne živeti s toliko nazivov? Zgodi se življenje, bi jaz rekla, Maja. A veš, vsak gre neko svojo pot, no dovoli, da na začetku se ti lepo zahvalim za to povabilo, simpatično povabilo, reč, da spremljam tvoje podcaste in da super pot utiraš in sem vesela, da sem lahko pravzaprav del te poti. Tako da, Maja, hvala. Kot si rekla, zakaj toliko nazivov in kje jih naberemo? Začnemo vsi verjetno pri nekem svojem cilju, neki začrtani poti, ko smo mladi. Si rečemo, ja, to bi morda radi bili, pa nas kar življenje odnese na vse strani. In jaz sem res, če se dobro spomnim, kot otrok si želela vedno delati nekje v medijih ali pa na odru, to je bila moja želja. Potem pa me je malo pot odnesla sicer drugam, ker sem študirala ekonomijo. Pač v Mariboru je takrat bila opcija ali pravo ali ekonomija in ker je bila mama pravnica, sem rekla, grem na ekonomijo. No in potem sem šla pa na prvo avdicijo, se spomnim v Mariboru, ko so iskali za eno oddajo, takrat je bila to Gajba TV v okviru Pop TV-ja in bilo nas je več kot 100 na tisti avdiciji in sem rekla, okej, kaj jaz zdaj tu delam, ampak neverjetno, potem sem ostala med 4, ki smo ostali tam na televiziji in kar je šlo hitro navzgor, tako da tam se je začel nabirati naziv novinarka, potem pa že moderatorka oziroma voditeljica novic, potem pa že svojega jutranjega programa, potem pa celo producentka nekaj časa, pa naenkrat na tiskane medije, pa sem bila tam urednica. Vmes sem pa začela veliko razmišljati o PR-ju, namreč, ker sem kot urednica dobivala sporočila, veš, vseh PR-ovcev pa podjetij, posameznikov, sem gledala ta sporočila, te informacije, pa sem rekla, okej, kaj mi je na njih všeč, kaj me privabi, kaj ne. In sem se začela kar hitro s to komunikacijo ukvarjati, ampak potem nadaljevala še na radiju in bila tam kar, mislim, da skoraj da 15, 16, 17 let. In zdaj na tej svoji samostojni poti. In jaz mislim, da vmes so se mi pač prilepili vsi ti nazivi, skoraj bi pa lahko zagotovo rekla, da sem najbolj vesela naziva mama. Ja, to je lepo slišati, ker po drugi strani pa jaz sem tudi mama in vem, da je to kar izziv, ne? Ampak dajva se najprej zdaj vrniti še na to, ko si rekla, sem v Mariboru sta bila prava in ekonomija, jaz sem izbrala ekonomijo. Se pravi, v tistem trenutku nisi razmišljala, da bi recimo toliko sledila svojim sanjam, da bi šla v Ljubljano takoj direktno študirati. Čutila si, da bi rada v medijih, ampak si najprej izbrala varno pot, potem si pa se vseeno izpostavila na avdiciji, nekje vmes si pa vseeno mogla v Ljubljani doštudirati, ne? Dobro, da si me vprašala to, ker zdaj bom šla čisto v svoje zasebne vode. Kaj se je zgodilo takrat? Jaz sem se pri 16 noro zaljubila. Kot mlada punca sem se zaljubila v malo nekaj let starejšega fanta takrat. In moram reči, da so me doma spodbujali. Sicer sta oče in mama ločena bila, ampak vseeno z obeh strani sem dobila spodbudo, da absolutno naj izpolnim svoje želje in svoje cilje in so bili pripravljeni, da grem v Ljubljano, tudi mi poiskati neko stanovanje. Ampak, zdaj to je neumno, zato mogoče na svetu vsem tistim, ki se odločate, sledite najprej tem svojim ciljem, pa kasneje bo še vedno čas za ljubezen. In jaz sem takrat pač res ostala tukaj, češ, da bom bliže svojemu fantu, ki ni ostal moj fant, seveda zavedno. Ampak ja, je bilo vedno žal, ker se mi zdi tudi to, da če greš od doma, res od doma, jaz sem sicer potem kar hitro šla od doma tudi tukaj, ampak tako recimo v neko novo mesto, v nek nov kraj, da vseeno pridobiš neke življenjske izkušnje, predvsem pa živiš študentsko življenje, ki ga jaz nisem, ker sem bila tako hitro zavezana, ne? Oziroma obvezana nekomu, recimo. In zato sem ostala v Mariboru. Mi je žal, ampak potem se je pa vseeno obrnilo na ta način, da v bistvu počnem to, kar sem želela početi. Slučaj ali velika želja ali ne vem, volja, karkoli že, samo da je tu. Ja, jaz mislim, da če si nekaj res ful želiš, da se ti da ti življenje ker skozi meče pred nos neke priložnosti. Pa tudi se mi zdi, kot praviš, da si zaradi fanta
da se je najbrž tudi to moglo zgoditi, da si mogla pač tudi to izkušnjo mogoče dati skozi ali pa imeti, da si potem, ne vem, še bolj zagrabila za to pot, ki si jo želiš, ne. Zdaj, ko imam nekaj več let za sabo, ko si že upam reči, da sem v zrelih letih, vidim, da je vse bilo z razlogom in da, veš, da že malo kopičim te modrosti, ne. In ja, seveda, to je bila pot, ki sem jo mogla prehoditi, to je bila moja pot, no, in jaz sem hvaležna za vsak korak. Ali je bil težak, ali so mi to spomnili, ali paci, vse to je del življenja, vse to pa tako vemo. Si pa drugače potem kar konkretno zagrabila te vse priložnosti, ki so prišle na tej poti medijski, ki si jo v bistvu želela. Si v bistvu tudi postavila na noge Mariborski žurnal, pa potem, kot praviš, začela delati na Radio City, takrat enem najmočnejših radijev v bistvu v tem kraju. Povej mi malo, kako si se pa počutila, ko si torej zajadrala v ta morja oziroma v te vode, ki si si jih vedno želela? So se tvoje pričakovanja izpolnila ali so bili noter tudi kakšni prikriti izzivi, s katerimi si se mogla spopasti? Najprej moram reči, da me je bilo strah. Jaz danes sicer učim javno nastopanje, ampak tukaj pa sem bila v bistvu vržena v vodo. Se pravi, ko sem jaz prišla na televizijo, takrat je bila pač moj cilj je bil nekje delati v teh novinarskih vodah, potem pa so kar hitro ugotovili, da imam te neke sposobnosti javnega nastopanja in so me potisnili v oddajo, to je bila oddaja v živo vsako jutro na Pop TV, Dobro jutro Slovenija, takrat smo to še popovci delali. In tam je bilo živo, tam ni bilo šans, da se zmotiš in te izkušnje, ki sem jih takrat nabirala v živo, so bile nekaj najboljšega, kar se mi je v življenju zgodilo, da tudi kasneje nisem imela problema s tem, ko sem šla v eter na radio in tako naprej, pa tudi zdaj nenazadnje na oder ali pa ko imam kakšna svoja predavanja. In ja, absolutno super izkušnje in hkrati, bom rekla, je preseglo vse skupaj moja pričakovanja. Kdo bi rekel, da bo zdaj ena punca stara, ne vem, 21-22 let, prišla na televizijo in potem v letu dni uspela priti skoraj da na najvišjo pozicijo, in začeti neko svojo kariero, svojo pot zelo hitro je šlo in v tistem trenutku si veš vzhičen, wow, to se dogaja, to se lahko tudi meni dogaja, no pa so pa sledili neki padci, logično, ne, ker ne moreš se vedno držati na vrhu in je bilo kar nekaj takih izkušenj. Moram reči, da sem se res morda še več naučila iz tistih, se pravi, kako se po nekih pacih ali pa potem, ko te nekdo degradira na neko mesto, pobrati. In ja, izpolnjena pričakovanja, presežena pričakovanja, potem se skupaj spet malo pod pričakovanji in v bistvu se ves čas giblje na ta način. Ampak jaz res, tako kot sem rekla, v bistvu vsaka izkušnja, vsaka minuta, ki sem jo pridobila v tem času, tudi če je bila včasih precej žalostna, mogoče celo ali pa razočarana, je štela, no, da sem danes to, kar sem. In res, karkoli sem naredila, karkoli sem prehodila, ne bi se vrnila in bi naredila drugače, je pač bilo potrebno. Bolj pa po več kot 15 letih neke redne službe v medijih se ti odločiš, da greš na svoje, kar je vedno kar izziv, ne? Kako si zmogla zbrati ta pogum in v bistvu dejansko narediti ta korak in reči, jaz verjamem v sebe, oziroma si sploh verjela v sebe ali si bolj verjela v svoje stranke, ali kaj je bilo tisto, kar je tebe v bistvu drivalo v to podjetniško pot samostojno? Mislim, da si zdaj ti prva, ki bom povedala točno, kaj se je zgodilo. Nikoli nisem tako javno govorila o tem, ker me nikoli nihče ni vprašal, veš, ponavadi kot novinarji smo na drugi strani kamere in mikrofona, čeprav sem že imela nekaj teh intervjujev, ampak se mi zdi, da se lahko pogovarjava na ta način. Jaz sem ves čas čutila, da je ta neka moja želja po drugi strani. Ja, veš, ponavadi novinarji, potem gremo neke PR-ovske vode, in ker sem jaz to skozi spremljala in imela tudi nekaj strank, imela sem ves čas že ta svoj popoldanski SP, poleg redne službe, in sem tam nabirala izkušnje in jaz sem čutila, da več to, kar počnem, kljub temu, veš, da smo bil E-tru pa moderatorji, pa jaz sem potem kar precej visoko prelezla tudi na Radio City, takoj pod uredniško mesto. Bila sem ena redkih žensk na radiju in sem vnašala to žensko energijo, zdaj včasih v moškem vodstvu to ni vedno dobrodošla. Tako da ne, da bi bilo karkoli narobe, ampak seveda smo prihajali do nekih nasprotij, bilo je to dobro, ena in druga energija, ampak v nekem trenutku sem pa začutila, da več ne morem prosperirati ali pa da ne vidim več nekje svoje vloge na radiju. Takrat sem to tudi jasno povedala in seveda je prišlo tam do nekih konfliktov.
In jaz sem bila kmalu dana na neko nižjo pozicijo, oziroma sem se vrnila na tisto, kar sem delala prej po nekaj letih in sem takrat tudi jasno povedala, da si pa dejansko želim delati nekaj drugega, da tudi, če bodo slišali, da nekje iščem službo ali pa se vpravljam na neko svojo pot, da jih naprej opozorim na to. No in potem se je pa zgodilo, da so mi pri tem kar sami pomagali. Po nekem času, ki je pretekel na tem radiju, kjer sem jaz seveda zelo javno in odkrito iskala neke druge priložnosti, so mi potem rekli: Anita, hvala lepa. In jaz moram reči, da sem dobila takrat brco v rit. Dobrodošlo brco v rit, torej, ja, čeprav sem vedela, da to želim in čakala in si želela, po moje priklicala, nisem nikoli imela, toliko bom rekla, jajc, da bi to naredila, veš, in potem ko je prišla pač ta situacija, kjer so mi rekli: Anita, zdaj pa, če želiš na to pot, pa kar idi, mi ti dajemo, oziroma pač se poslavljamo od tebe, sem bila najprej v šoku. Res je bil to šok, ker to se je meni zgodilo po, 17 letih dela, ker sem povsod, nikoli jaz nisem iskala službe, vedno so ljudje mene vabili na neko drugo uredništvo, v neko novo službo in zdaj sem jaz bila naenkrat, o moj bog, to se je zgodilo meni. In ja, takrat sem šla pa še skozi eno osebno zgodbo v življenju, vse veš, tudi poročimo se, živimo neko življenje in tudi tukaj sem bila na nekem razpotju v življenju in vse je prišlo naenkrat. In potem sem jaz rekla, nič, če je temu tako, pa očitno moraš z veliko žlico začeti zajemati in porihtati vse. In jaz ne samo takrat, da sem šla, oziroma bila malo potisnjena na to samostojno pot, sem se odločila, da tudi v osebnem življenju si stvari postavim pač na to mesto, kjer morajo biti v tistem trenutku, in sem šla res na polno ob otroku, ob tem, a veš, ko si v življenju ustvarimo hišo, življenje, vse si ustvarimo, potem pa gremo naprej, ampak odločitev je padla. In jaz sem takrat res samostojno šla in zdi se mi, da ravno to, premagala sem ta strah, no, in ta pogum in ta želja, da grem za tem nečim novim in povsod od zadaj, kar je pa najbolj pomembno, se mi zdi v življenju, puščam dobre odnose. Torej, kjerkoli sem zaključevala, sem pustila odprta vrata, ne glede na to, na kak način se je zaključevalo, in danes lahko komorkoli, na kateremkoli področju, pogledam v oči, imamo prijateljske odnose, in to se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, puščamo si odprta vrata, kljub temu, da smo razočarani, mogoče v nekem trenutku se čutimo izdane, ampak jaz sem šla po tej poti in ni bilo lahko. Oziroma, tako bom rekla, ko sem stopila na to svojo podjetniško pot, so se mi kar naenkrat vrata odprla, ker sem prej gradila na tej poti in imela kar nekaj strank. Potem pa po nekem obdobju leta 2 pa je vse skupaj malo padlo, no? In takrat je bilo komaj moje tisto prvo soočenje s to realnostjo samostojnega podjetništva. In takrat sem se pač mogla odločiti, ostanem na tej samostojni poti, ker sem verjela vanjo in res delala na tem, ali pa se ponovno zaposlim nekje v nekem varnem, torej v nekem varni coni, ki smo jo vajeni, in pač poskusim tam in sem šla do konca. Sem rekla ne, zbrala prave ljudi okrog sebe, kar je najbolj pomembno. Jaz vedno pravim, veš, da sicer spoznaš prave prijatelje in prave ljudi, ki so okrog tebe, ko ti gre slabo. Spoznaš jih pa tudi takrat, ko ti gre dobro. In tisti, ki so načeloma bili z mano takrat, ko mi je šlo dobro, se pravi, nekdo, ki lahko prenese tvojo srečo in s tabo uživa, je včasih boljši prijatelj kot tisti, ki ti pristopi vedno, kadar ti je hudo, pa ne slabo namerno, ampak lažje se ljudje poistovetimo s tem, ko je nekomu slabo in sočustvujemo, kot pa uživamo v nekogaršnji sreči, ne. No, in jaz sem takrat res prave ljudi si našla okrog sebe, ki so me spodbujali, ki so mi pomagali, da sem tudi gradila na sebi, delala na sebi, in potem pa se enostavno, ne takoj, seveda, ampak po nekem času obrnilo. In jaz moram reči, da ne bi menjala zdaj v tem trenutku za nič na svetu, to, kar počnem, ne nazadnje. Ko se odločam, od kod bom delala s svojimi strankami, ne nazadnje, od kod bom imela ta intervju, tako da, ja, ni bilo lahko vedno, ampak je bilo pa zanimivo. Ja, saj izjemna v bistvu zgodba po eni strani, zato ker vedno je težko razložiti z besedami, koliko je težko, koliko je teh nekih neprespanih noči, koliko je teh nekih trenutkov dvoma, mi bo ratalo, mi ne bo, kaj sem jaz malo nora, da to delam, ali ne bi bilo lažje iti v službo pa dobivati vsak mesec plačo, ampak v bistvu se v enem trenutku obrestuje, ne? Zdaj v bistvu si povedala kar nekaj takih zelo zanimivih spoznanj ali pa modrosti, ki si rekla prej tudi, da se zdaj že v tebi nabirajo modrosti in to je definitivno res, ne.
povedala si, da je treba v bistvu vztrajati, da je treba iti čez težke trenutke. Kar se mi je zdelo tudi zanimivo, je to, da si skozi, tako si rekla, puščam si odprta vrata. Ne? To se mi zdi tudi ful pomembno, tako kot si rekla, da je pomembno. Je še kakšna lekcija, ki si jo taka človeška, recimo življenjska, ki si jo osvojila skozi to pot vztrajnosti? Ja, precej lekcij sem osvojila. Prva je ta, veš, v življenju se odločimo, gledam različne odnose ljudi z različnimi odnosi in gledam tudi, če govoriva zdaj v osebnem življenju, to, da si je nekdo lahko tako zelo blizu in potem v naslednjem trenutku čez nekaj let največji sovražnik, ki mu niti ne moreš pogledati v oči, to je meni nekaj nesprejemljivega. Jaz vem, da je odvisno v takem primeru, ko gre za partnersko vezo, od dveh ljudi. Ne, torej oba morata imeti podobne poglede, ampak se mi zdi, da če v življenju, ko se že odločaš za nekega človeka, moraš vse približno vedeti, kakšne lastnosti ima in karakteristike. Seveda te lahko preseneti, ker ljudje v nekih situacijah, ki nam niso domače, reagiramo, mogoče včasih celo sebe presenetimo, torej reagiramo povsem drugače. Ampak meni pravijo, in zdaj mojemu bivšemu možu, da so vzorčen šolski primer tega, kako se lahko človek razide na najbolj prijateljsko možen način, ker imamo še zdaj čudovite odnose, ne samo za voljo otroka, ker vsak reče, ja, zaradi otroka imamo dobre odnose. Imamo dobre odnose zato, ker jih gradili na ta način in čeprav se je nekje na poti zalomilo, smo jih potem seveda delali na njih in vzdrževali. No? In zdaj smo v takem odnosu in to je super. Podobna stvar je, tako kot sem rekla, na poslovnem področju. Sem se čutila izdano, mogoče v nekem trenutku izigrano, potem so se še neke stvari dogajale, ker sem dobivala neka polena pod noge tudi na samostojni poti. Ampak, ko pa greš prek tega, se pravi, ko se s tem soočiš, potem nekako tudi ne gledaš več za zamero na te neke ljudi, ker veš, da imajo neke svoje situacije, v katerih jim prav gotovo ni lahko. Jaz ne pravim, da moraš za vsako ceno kadarkoli odpuščati. Res odpuščati, ampak pozabiti. Ne? Ljudje ne pozabimo. Ampak če si lahko nekje mirno sam sebi, pa rečeš, vse je bilo to tudi z njihove strani z nekim razlogom, morda pa kdaj kasneje v življenju sedemo, in to se je tudi že zgodilo, in v bistvu rečemo po tolikih letih, zakaj so se neke stvari zgodile, bomo čisto neko drugo zgodbo spoznali. Tako da vedno, torej jaz bi rekla, vedno je treba dajati neke druge priložnosti. Jaz tudi, ko učim javno nastopanje, veš, pa govorim o prvem vtisu, ponavadi imamo tistih 7 prvih sekund, da naredimo prvi vtis in menda se tako močno zasidra v ljudeh, da ga skoraj da ne moremo več popraviti. Včasih je dobro, da damo priložnost za drugi vtis oziroma da damo ljudem drugo priložnost v življenju, karkoli že pač je, da nam povedo, zakaj se je nekaj tako zgodilo. Tako da to sigurno. Drugače pa čekaj in če želim tudi svojega otroka učiti v tej smeri, je res ta vztrajnost. Jaz moram reči, da v enem trenutku sem bila res obupana. No? Enostavno sem rekla, o moj Bog, kaj je zdaj to, ne? Kaj je zdaj nauk, kaj se jaz moram iz te lekcije naučiti? Ne? Ali zdaj res odneham obupam, sej pri meni obupati ni pomenilo, zdaj bom pa ostala brez vsega pa brez hrane, ne? Tudi taki primeri so. Ne? Pri meni je to pomenilo pač enostavno se vrniti na neka stara pota, ki sem jih že oddelala, ampak pač zaradi nekega občutka varnosti, seveda tudi financiti nazaj. In potem, ko v tistem najbolj hudem trenutku res trajaš, potegneš do konca, čeprav veš, da že po robu hodiš, takrat se mi zdi, kot da prestopiš tisto mejo. In še ena stvar, to so mi ves čas govorili, pa nisem razumela. Nehaj si tako zelo prizadevati ali pa nehaj toliko usmerjati fokus na to, kar si želiš, ko spustiš, pride. In sem rekla, kako naj spustim? Kaj naj spustim, če si želim, če je to želja? In potem sem v nekem trenutku očitno res nekje na neki podzavestni ravni to naredila in potem so se začele stvari obračati. Tako da v bistvu veš teh naukov ali pa teh nekih zgodb, ki jih na takih poteh srečamo, ne nazadnje tudi v otroštvu, ker sem neke stvari dala skozi, tudi mamo izgubila zelo mlado in tako naprej, vse to nas krepi in dela, da smo to, kar smo danes. In potem ob sebi, torej čez čas v teh, zdaj že mojih letih, začnemo k sebi privlačiti zelo podobne ljudi. In kar je pomembno, veš, ta vlak, ki ga pelješ v življenju, ti ga voziš, ljudje vstopajo in izstopajo, redki ostajajo na tem vlaku ves čas, ampak nič ni narobe, če vstopajo in izstopajo, ker enostavno en del življenja preživiš z enimi,
drugi del z drugimi in vsak ti v to življenje nekaj prinese. Tu več ne vidim te tragike, ker meni se ločiti od nekoga ali pa spustiti nekaj, je bilo nekaj najbolj groznega. Zakaj zdaj tu ni več tega prijateljstva? Zakaj več ni te veze? Zakaj več nismo v poslovnem odnosu tako, kot smo bili? Pač ne. Življenje gre naprej in potem vidiš, da pridejo novi ljudje z nekim podobnim razmišljanjem. Skratka, mogoče se moramo včasih res samo malo prepustiti, izdihniti, reči tako, zdaj pa naj, ne vem, kako pravijo, vesolje naredi svoje ali kakorkoli. In res je nekaj na tem. Wow, Anita, to je zdaj bilo res, mislim, najrajši bi kar zaključila podcast, v bistvu, ker je toliko si lepo zaokrožila te pomembne stvari cel čas, že ko govoriva same neke modrosti, ki so pomembne, ki so toliko enostavne, ampak istočasno ful težke za sprejeti, tako si rekla, pač spustiti nekaj, to je nekaj najtežjega, ker smo vzgojeni, da se moramo držati stvari, ne, tudi malo skozi materializem, pa to, da moramo kopičiti na sebe in to. Ampak predno zaključiva bi pa vseeno še jaz šla na to, ko si rekla, da je treba na drugo priložnost. In meni se zdi, da ti kot ena najmočnejših in najbolj prepoznavnih PR-ov v Sloveniji daješ vedno znova priložnost našemu Mariboru. Maribor je res mesto moje mladosti. Jaz sem sicer zdaj vmes živela nekaj časa v Pesnici, pravzaprav 15 let, ampak delala sem pa ves čas v Mariboru. Torej me na Maribor veže delo, na Maribor me veže vse, kar sem pravzaprav ustvarjala in delala, hkrati pa moje življenje. In zelo pomembno je, da se znam vrniti, pa ne samo v smislu fizično vrniti v Maribor, da sem tukaj, ampak da dam, kot si rekla, mestu priložnost. Zdi se mi, da ima Maribor neverjetne potenciale, neverjetne možnosti in da jih ne znamo izkoristiti. Se pravi, turistično, tudi poslovno, kakorkoli. Jaz se trudim, jaz se izdajam tudi eno revijo Destinacija, ki je namenjena sicer strokovni turistični javnosti, ampak jaz vedno dajem prostor v tej reviji tudi Mariboru, včasih tudi, če nekdo ne reče, dajem prostor Mariboru in ga promoviram. Maribor je, če tako pogledamo široko, eno čudovito mesto, ki ima res vse in če bi znali, česar mi manjka, in to ves čas govorim tudi v svoji komunikaciji, povezovanje. Povezovanje na vseh področjih, ljudje so pripravljeni povezovati, se mi eno tako super zgodbo peljemo na posestvo Sončni raj, ker so se tam v vodu lahko povezali vsi, ki turistično ustvarjajo, ki imajo dobra vina in to je ena taka zgodba dobrega povezovanja, ker se najde tista pikica, tista srčika, kjer se nekdo lahko poveže in nek skupen interes in potem lahko to razvijamo in se mi zdi, da v Mariboru je takih priložnosti res ogromno. Če samo pogledamo turistično, če bi se vsi akterji zbrali, naredili eno dobro zgodbo, če ne bi vsak samo v sebi in v svojem žepu razmišljal pa o tem, kako lahko ne nazadnje zadrži nekoga turista, torej pri sebi na svoji točki, ampak bi to delili, bi to bila ena super stvar. Zato bom jaz skušala še naprej se vpletati v te tokove, kolikor se bo dalo, kolikor mi bo dopuščeno. Veš, pravijo včasih, če nisi vprašan ali pa če te nekdo ne pozove, pa se ne vpletaj. In jaz se tega nekako držim. Ampak če pa je le kakšna prilika, potem se vključim. In še nekaj je, jaz sicer delam zdaj s strankami vseh strani Slovenije, tudi v Avstriji zaradi te revije oziroma v tujini imam nekaj PR strank, ampak večina pa vseeno locira na Maribor in na okolico. No? In ker delam zdaj malo PR drugače, torej gre za to, da ni PR, torej odnosi z javnostmi niso odnosi z mediji. In to, moje poslanstvo je pravzaprav to, da bi rada male podjetnike, tudi srednja podjetja oziroma ljudi, ki se želijo tega učiti v poslu, naučila, da je odnosi z javnostmi so pravzaprav vse. Ne? In če širše gledamo na to, tudi ne želim več delati s strankami, ki pridejo k meni in rečejo, samo v medijih želimo biti, ne? Potem jaz rečem, žal mi je. Ti odnosi oziroma PR je veliko več, če želite z mano učiti, rast in kasneje znati tudi nekaj sami v tej smeri početi, ste dobrodošli. Če ne pa pač ne moremo te zgodbe peljati in tako je v bistvu tudi tukaj na tem področju. Torej, ko zajemam celostno, ko vidim, da ljudje prihajajo torej k meni in jih zanima, na kak način bi torej lahko komunicirali, recimo v tem primeru z ljudmi v Mariboru, z javnostmi v Mariboru, z vsemi vključenimi akterji, z veseljem pristopim. In tu je ta neka moja povezava z Mariborem, obožujem Pohorje, obožujem Dravo, živim zdaj tam pri parku, se pravi v centru mesta, ker je vse na enem mestu in vsak, ki pride v naše mesto, da z veseljem peljem po tem našem mestu in tako se pravzaprav poslovno še vedno tudi navezujem nanj. Ko pa me pot seveda odpelje kam ven, potem pač izkoristim tudi to priložnost. In nenazadnje poletje preživljam na morju, torej na hrvaški obali, ker imam to možnost, ker se je moje življenje odvilo tudi v to smer, ne?
Se vedno vračam. Se pravi, Maribor je moje središče, moja srčika in jaz ga imam res srčno rada. In nenazadnje v Mariboru imam tudi čudovite ljudi in si želim, jaz upam, da tudi s tvojo pomočjo, skupno pomočjo nekako bomo gradili ta Maribor, te odnose, te povezave, tudi zdaj v tem času, ki je malo čudno je vse skupaj. Ne? Moram reči, da je to ena situacija, ta korona in to, kjer smo se znašli in se mi zdi to povezovanje še bolj pomembno, oziroma kar ves čas pravim, razmislite o tem, kako v tem nekem kriznem obdobju komunicirate, da se vam bo obrestovalo kasneje, ko ne bo tega obdobja, ali še pomembneje, kaj lahko naredite za ljudi okoli sebe takrat, ko jim ne morete prodajati. Ne? Kako ste lahko za njih tukaj, in jaz sem tudi tukaj ponudila in Mariboru in vsem ostalim turističnim akterjem, da izkoristijo priložnost, da se predstavijo, da ne gremo v prodajo, da se ne govori samo o prodaji, da ne delam to zaslužkom, ampak zato, da skupaj pač širimo neko dobro informacijo. Ja? In Maribor ostaja moje mesto. Nenazadnje tudi za NK Maribor navijam. Maribor. In hvala ti za to, v bistvu, Anita, da si toliko za srcem, za mesto, tako kot si rekla, pač več takšnih, ki nas bo nekako ostalo tu, ki nas bo nekje v ozadju nekaj pripravljalo, bolj bo Maribor dobil pač te temelje, ki jih potrebuje za nove zgodbe. Istočasno pa smo prišli do konca najinega podcasta. Dragi poslušalci, tako kot je Anita rekla, vztrajajte čez tisto točko, ko že mislite, da ne bo šlo, pa še preko roba in se bo obrestovalo. Istočasno pa, kar se mi zdi pomembno iz najinega podcasta, pa je, dajte na prvo mesto odnose. Odnosi so tisti temelj, z katerimi boste lahko gradili tako podjetniške, poslovne, karierne zgodbe, predvsem pa zasebne zgodbe, v katerih boste srečni. Hvala ti, Anita, da si bila z mano, hvala vam, da ste bili z mano in ste z nami in ste poslušali in še naprej lep in fajn dan. Čau! Hvala, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.